Naslednja vlada bo imela dve težki nalogi. Prva naloga je postaviti alternativo trenutni razdiralni, skrajno desni politiki Janeza Janše, po drugi strani pa bo morala ta vlada tlakovati pot spremembam in ne biti vlada statusa quo. Zato sporazum, ki smo ga podpisali, vsebuje več točk, v katerih je zelo jasno, kam želimo državo peljati. Kot prvo, treba je postaviti alternativo janšizmu. Zato smo zavezani, da bomo oblikovali vlado, ki ne bo rušila demokracije, ustavnega reda ali sesuvala države in njenih institucij. Da bomo postavili vlado, ki ne bo napadala ali žalila državljanov ali njihovega intelekta. Da bomo postavili vlado, ki države ne bo prodajala Madžarski ali je vlekla v druščino skorumpiranih avtokratov. Da bomo postavili vlado, ki na najvišja mesta v državi ne bo postavljala ljudi z napol kriminalnim ozadjem, da ne bo imela botrov, kot je Rok Snežič, pač pa bo gojila ničelno toleranco do klientelizma in korupcije. Da bomo postavili vlado, ki ne bo napadala medijev, novinarjev, stradala kulturnikov ali preganjala nevladnih organizacij in protestnikov. In da naša vlada ne bo vlada, ki se boji ljudstva, pač pa bo vlada, ki bo delala za ljudstvo in v imenu ljudstva. Pod črto, kar nas druži, je zavezanost demokraciji, vladavini prava in družbenemu napredku. In zdaj prihajam k drugi točki. Kot sem rekel, to ne sme biti vlada statusa quo, pač pa vlada, ki bo nujne družbene spremembe, ki so predolgo v slovenski politiki ostajale prazne obljube ali pa mrtve črke na papirju, spravila v tek. Katere so te prioritete, si lahko preberete v osnutku koalicijske pogodbe, ki smo ga vsi štirje podpisali konec decembra lani, pred nezaupnico, in ga prilagamo temu sporazumu s tretjo točko kot osnovi bodočega koalicijskega sodelovanja. Ta sporazum zajema štiri glavne stebre, štiri glavne prioritete. In to so prvič zdravje prebivalstva, ukrepitev zdravstvenega sistema, drugič družbena solidarnost, tretjič zavezanost k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja in pa četrtič Evropska Slovenija utemeljena na znanju in kulturi. Kot prioritetne projekte pa izpostavlja med drugim naslednje. Da bomo finančno ukrepili javni zdravstveni sistem in iz njega pregnali korupcijo in zaslužkarje. Da bomo uredili dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko. Že predolgo namreč vemo, da v Sloveniji manjka na eni strani 10 tisoč postelj v domovih za starejše, na drugi strani pa 10 tisoč stanovanj, zlasti za mlade in mlade družine. Da bomo sprejeli zakon o podnebni politiki, ki bo državo zavezal k prepolovitvi izpustov toplogrednih plinov po evropskem dogovoru do leta 2030 in si za cilj postavil razogljičenje do leta 2050. Da bomo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in da bomo Slovenijo pripravili na razvojno desetletje, ustanovili tehnološko agencijo, sprejeli vrsto zakonov v podporo znanosti in kulturi. Če strnem, s podpisom tega sporazuma se ne zavezujemo le, da bomo oblikovali vlado, ki bo ne Janša, pač pa bo alternativa tako trenutni vladi po načinu dela, vsebini, slogu in predvsem po odnosu do države in državljanov, hkrati pa bo ta vlada tudi alternativa preteklim. Kot sem rekel, je bilo v slovenski politiki v zadnjih desetletjih preveč praznih besed, mrtvega teka in izgubljenega časa. In vsi štirje podpisniki vemo, da je na nas, da državo potegnemo naprej in da ni več prostora za popravne izpite. Hvala lepa.